bil pred leti na tem področju lužnih sorgov in je bila možnost mi dana, da smo šli, da bo pač ena skupina ljudi, tudi na pokopališče v kraju, ki se imenuje Krasnic. In na tem pokopališču so spomeniki, kjer se točno ta dvojina prebere. Naprimer, bom povedal čisto točno, ker sem se zelo dobro zapomnil, tukaj počiva taj našej staršej, sestrešca. No, povedati moram, da neki ostanki dvojine so tudi v litvanščini. Litvanščina, torej imamo dva baltsko-slovanska jezika, to je jezik litovski, velike Litve je bila včasih, ta je seveda uvrščen v slovanski del, ker ima pretežni slovanski del, medtem ko latviščina ima pa približno izenačene dele slovenskega in pa romanskega jezika in nekoliko manjšega germanskega jezika. Torej, prednjači še vedno slovanski del, ampak slovanskega dela je 5% ali pa 6%, romanskega 4%, germanskega pa recimo okoli 3%. Zato je to izrazito baltski jezik, torej litovski jezik je pa baltoslovanski. V neposredni bližini imamo rezdijanščino, rozajanščino. Ali je ta rozajanščina, rozajani, so to Slovenci, ali je to zopet nekaj drugega? No, gledajte, ravno zadnjič sem bil na predstavitvi na Slovenskem kongresu, ko so bili rezijani iz Ilske doline in pa iz Terskih dolin. So tudi mi dali zemljevide in tako naprej, ne. Na vsak način so to Slovenci, ne, ker Retija je bila v času rimskih okupatorjev, so govorili slovenski jezik še vedno, ne. Tudi Primož Trubar poroča, da se je krasno razumel z temi ljudmi, ko je bil v Tübingenu, pravi, da so se odlično razumeli, ker pač jih je razumel, saj so bili pač bratje, zelo sorodno so govorili. Torej, rezijanščina je po logiki ostanek retiščine, Terska dolina je lahko ali venetska ali retijska, Zilska dolina seveda je pa retijska. Je pa tako, v Gorici so našli dve posode z napisi, ki sta bili prvotno mišljena kot venetski, po črkovnih značilnostih in pa tudi po obliki in starosti, jih pa verjetno uvrščajo v retijske. Se pravi, ta obmotna delitev ni zelo jasna, ne. Zdaj, ali so prišli retijski napisi slučajno sem, da jih je en prinesel, ali pa je ta retijsko področje bilo obširnejše. Mogoče bi jaz tu dodal, lani je izšel en zbornik, ki so ga izdali naši arheologi in v njem so ugotovili, da je v predrimskem času posodje, ki so ga raziskali v Posočju, da je spadalo pod retijsko kulturo. In tudi na tistih par napisov, ki jih je znanih od tam, kažejo retijsko obliko črk, ne venetske iz Est. Tako da je ta del je treba ločevati nekaj. Eno je, kam so jezikovno spadali, drugo je, kam so jih uvrščali pokrajinsko. Tako kot smo Slovenci se delili na krajince, Štajerce in še kaj, tako so se takrat praslovenci delili po dolinah, po pokrajinah, po zaokroženih enotah. In tudi, če pogledate zemljevide, ki so jih naredili naši arheologi za starejšo železno dobo,
slovenske pokrajine, kot jih poznamo sedaj, so točno take, kot so bile v starejši železni dobi. Edina razlika je ta, da je Bohinj takrat spadal v Posočje, ne pa na Gorenjsko. Druge meje so skoraj povsem enake, kot so danes. Vaša izvajanja predvsem izhajajo iz jezikovnih analiz. Zanima me pa, koliko genetske raziskave dosedanje podpirajo oziroma se ujemajo z vašimi ugotovitvami. Glejte, že jaz sem pisal nekaj o genetskih raziskavah Cavallia Sforze, znanega tega genetologa. Potem imeli smo žal že pokojnega Jožefa Skulja, ki je mnogo teh stvari obdeloval. Imamo pa tudi novejši članek v zadnjem zborniku, kjer se ugotavljajo starosti. In starosti so tam par tisoč let. Jaz sem že povedal, da genetske raziskave zanikajo preseljevanje narodov v Evropi. Skratka, tukaj so podatki, ki so. Konkreten podatek je, da se je genetska struktura v Alpah v zadnjih 10 letih spremenila manj kot okoli 3%, oziroma ne, od bakrene dobe v 3000 letih spremenila manj kot 10%. To je pa recimo v 10 letih se pa v Kanadi toliko zamenja sedaj. Se pravi, takrat je bilo prebivalstvo mnogo bolj stabilno, jeziki so pa sploh bili bistveno bolj stabilni, kot jih hoče priznati. Tudi dobe, zato sem jaz posebej navajal, kaj določene znanosti lahko dajo in v katero dobo spadajo. Torej, genetski so najstarejše, če tako rečemo, tista 40.000 morate vzeti kot privzeto vrednost. To se ve. Gre za to, da je bil takrat nastal Homo sapiens. Vendar poznamo Homo sapiensa tudi precej starejšega. Mogoče velja to za Evropo, te stvari so pač še vprašljive. Potem jezikovni podatki. Jezikovni podatki pri zemljepisnih imenih so daleč najstarejši. Za južno Evropo, za Sredozemlje, starejše od 15.000 let. Za Srednjo Evropo imamo pa točen podatek, ker seveda takrat prej je bila Srednja Evropa pod ledom, to je pa 10.000 let pred sedanjo stanje. Če imate še kakšno Če vas genetika zanima, še par odsvirkov. Recimo, za Slovane in pa Indoarice je značilna haploskupina pri moških, ki pravijo R1A. Največ te skupine imajo poleg Indijcev ravno Sorbi. Ne drugi Slovani, Sorbi jo imajo največ. Drugi Slovani imajo manj, so bolj razredčeni. Za Slovence je značilno, da smo mešanica, če samo moško stran gledamo, tudi pri ženskah je pravzaprav tako, treh večinskih genetskih skupin. Ja, evropske so vse, ja. Recimo za moške vem bolj na pamet. Recimo prevladuje slovanska z 1/3, sledi ena, ki je še ne znajo prav opredeliti, in imamo hipoteze od Maroka pa do tam Srednje Azije in se še kregajo, po vsake bolj pametni kot drug. To se pravi, te imamo približno 1/5 in potem je približno 1/5 je, kako je recimo zahodnoevropske, recimo imajo Irci, cel ta pas od Irske dol do Maroka jo ima. To se pravi, Slovenci smo mešanica treh glavnih genetskih skupin, pa še nekaj manjših je,
ki še vedno zdaj pospešeno prihajajo. Zanimivo je, da finske genske skupine, ki jo označujejo s črko N, N2 pa N3, na tej strani Karpatov skoraj ni, razen tam, kjer so jo zanesli Madžari, ampak tisto je sledljivo. To se pravi, medtem ko na oni strani Karpatov je pa tam okrog Krakova, tisti predel je malo okrog 4%, proti severu narašča in pri Fincih je menda ali 2/3 ali koliko te finske genske skupine. In če gledamo, kako se giblje pogostost finske pa slovanske genske skupine, recimo od Slovaške čez Poljsko gor proti severu do Finske, imamo skoraj ravno črto, ko količina finskih genov gor proti narašča, količina slovanskih genov proti severu pada. Edino ena močna izjema je, in sicer Litovci. Litovci imajo precej več finskih genov kot vsi naokoli, nekatere jezikovne značilnosti njihove so pa bolj slovanske kot sosedov Latvijcev, ki imajo manj slovanskih genskih skupin. In zanimivo je še nekaj, ena skupina, za katero še ugotavljajo, če ne izvira iz Srednje Azije, se pojavlja pri Latvijcih, Litovcih, pa dol okrog Rima. In tudi jezikovno, latinščina pa litovščina pa latviščina imajo nekaj podobnosti. Romanske podobnosti. Ja, romanske podobnosti in še bolj me je pa presenetilo, ko sem za študij prebral finski ep Kalevala, pa estonski ep Kalevala. Finski ep je značilno finski, v estonskem je precej značilnih latinskih sosledij glasov. To me je presenetilo, ko sem šel gledati pa še genetiko. Ja, seveda, pri Estoncih je še več tistega gena, kot pri Litovcih, pa pri... Razlago pa najdete v enem zborniku našega simpozija. Ampak razlaga je začasna, ni dokončna. Ne delati iz nje doktrine, katero nam utepavajo že od leta 1922. No, še nekaj bi povedal o genetskih. Glede, če greste zelo v detajle, kako je zdaj povedal za Finsko in tako naprej, to so detajli. Če pa pogledate evropsko zgodovino skozi genetiko, morate pa pogledati široko in z temi temeljnimi značilnostmi. To je pa prvi del povedal, ne? Torej, na zahodnem delu je ena skupina, ki prehaja proti vzhodu, na vzhodu je druga skupina, ki prehaja proti zahodu, in smo po sredini imamo pa približno po tretjinah.